Lep pozdrav iz Kadinjače. Tole je en vrh, kjer je spominski center posvečen padlem partizanom, ki so tukaj padli v drugi svetovni vojni. Tukaj je padel en cel bataljon, ki se je imenoval Delavski bataljon partizanov. Tukaj, samo 14 km stran, je mesto Užice. Včasih so se imenovale Titove Užice. Leta 1941 so na tem prostoru partizani ustanovili Užičko republiko. To je bilo svobodno ozemlje, osvobojeno od Nemcev, kar je bilo zelo nenavadno za tisti čas, saj so bili Nemci zelo močni in jim je to tudi šlo na živce, da se je dogodilo to, da nekje ena država, ki so jih čisto brez težav osvojili, da pač ustanovi svobodno ozemlje, svojo republiko. In seveda zato so pripravili ofenzivo. Iz te strani, iz Bajne Bašte, Višegrada, so prodirale nemške sile, da bi osvojile Užice, kjer je bil tudi vrhovni štab, se pravi tudi tovariš Tito je bil tam. In so pač napadale iz te strani, Užice so pa na drugi strani, tamle, tukajle odzad. Zdaj, da se še malo ustavim pri tem spominskem parku. Glejte, kako je to lepo narejeno. Pa je to narejeno že več desetletij. Jaz sem prvič tukaj bil pred 10 leti. Ne, 30 leti, ko sem bil v vojski in smo tukaj kot vojska prišli. Če sem čisto iskren, se tega absolutno nič ne spomnim, ker seveda takrat me to ni zanimalo. Takrat me je samo zanimalo, da pridem čim prej domov. Spomnim se edino to, da je en moj sovojak iz Srebrenice se obrnil v to smer, ki zdaj jaz gledam, in je rekel, lej, tam na on strani je pa Bosna, Srebrenica, iz tam sem pa jaz doma. Zdaj sem tukaj sprehodil dol po travi, da vam pokažem najbolj zanimiv del tega kompleksa. To je tale ta velik steber, moram pa iti tukaj dol, ker če hočem, da se lepo vidi, ga moram posneti iz te strani, ker z druge strani je točno sonce v njega sije in seveda takrat v takem primeru ni to nikoli dobra slika. No, pa da nadaljujem s to bitko tukaj gor na Kadinjači. Partizani so mislili, da bojo Nemci prišli s pehoto, ker pa so četniki Nemce prepričali, da jih tukaj čaka zelo močno oborožena, oborožene enote partizanov, ki se bojo borili do smrti. So se Nemci odločili, da bojo šli gor z tankovsko divizijo. Bilo je okoli 3000 Nemcev in samo okoli par sto partizanov. Kar je potem pomenilo, bom rekel, tako zelo neenakopravno borbo. In partizani tudi niso bili pripravljeni, da bojo prišli Nemci z tanki, kar je pomenilo, da tudi tazga orožja niso imeli in so partizani, bom rekel, zelo gladko izgubili to bitko. In potem so Nemci brez težav napredovali proti Užicam in jih tudi zasedli. Partizani so se pa umaknili v Sandžak, to je čisto na jugu Srbije. Tudi na poti neki ranjencem se ni uspelo umakniti. Pravočasno na Zlatiboru so jih 300 pobili, tudi domačine so pobijali Nemci.
Potem je pa drugače pa ta bitka imela velik negativen vpliv za partizane, saj so tukaj skoraj izgubljenem položaju bili. Tito se je glih za glih rešil, bi rekli temu. Potem se je pa še to zgodilo, da so partizani obupali in so množično začeli pristopati k četnikom. Se pravi, k nasprotnikom partizanov, tako ne, da so partizani samo zgubljali svoje borce, ampak še tiste, ki so zgubljali, so šli še na nasprotno stran, kar je še hujš, ne. Se pravi, zgubiš enega borca in dobiš enega sovražnika. Tako da to je bilo res ena zelo pomembnih bitk za partizane. Niso jo zmagali, ampak nekako so obstali in potem na koncu tudi zmagali. Si pa lahko probamo zamisliti, kaj so bili to pogumni ljudje. Jaz priznam, da ko bi videl, da ne gre po načrtih, bi razmišljal, kako uideti. Tukaj so pa ljudje res do konca branili ta hrib. Na koncu tudi vsi plačali življenjem. Tukaj pod to piramido ne bi bili pokopani vsi te borci. Tako da, kdo bo mogoče rekel, zakaj so postavljali take spomenike. Kakorkoli vzamemo, ta kamen je veliko manj vreden kot človeško življenje. Tudi morate priznati, da je zelo lepo tole narejeno. To je naredil en akademski ali bil kipar ali slikar. Jaz ne vem točno, sem pozabil malo iz glave, govorim. In glejte, je to lepo. Treba je priznati, da so to delali veliko lepše, kakor delajo sedaj. Glejte, tole je že postavljeno. Mislim, da leta 1979 je tole Tito prišel na otvoritev. Se pravi, tole je staro več kot 40 let. Pa glejte, kako je še lepo. Saj meni je všeč, no. Vi pa v komentar napišite svoje mnenje. Vam je všeč, vam ni všeč. Mnenje o vsem tem bom zelo vesel, ker me zanimajo tudi druga mnenja. To bi bila kratka zgodovina tele Kadinjače, Užičke republike. Mene te zgodbe fascinirajo, so mi zanimive, rad jih spremljam, rad grem to pogledat. Pa lejte, še na zelo lepi lokaciji je. Ful lep sonček imam, razgledi na vse strani, tako da fenomenalno. Če vam je bil ta video všeč, se naročite na moj YouTube kanal, všečkajte, napišite kakšen komentar, z veseljem bom odgovoril. Lep pozdrav iz Kadinjače, moje ime je Tomaž Gorec.